Gospod Aleš Vilmar iz Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij. Učenci in dijaki lahko danes in jutri na sejmu izobraževanja in poklicev informativa dobijo veliko pomembnih informacij, ki jim bodo v pomoč pri odločanju za vpis v srednjo šolo oziroma na fakulteto. Glede na stanje na trgu dela, kaj jim svetujejo, kaj naj imajo v mislih, ko se pri izbiri, ko se odločajo za vpis za nadaljnje šolanje. Poleg tega seveda, da pač upoštevajo, kaj jim je najbolj všeč, kaj si želijo delati v življenju. Prvo naj se zavedajo, da gre za odločanje, ne za enkratno odločitev. Hkrati je pa zelo pomembno, ko se odločajo o svojem prihodnem življenju, je izbira, kaj bom počel, kaj bom delal profesionalno v življenju, ena od treh najpomembnejših odločitev, ki jih bodo morali sprejeti. Druge dve sta, s kom bom živel, naprimer, in tretja, kako se bom srečeval v svojem prostem času. Kaj bom delal? Zakaj je to pomembno, da izberejo nekaj, v čemer najdejo veselje, oziroma izstopajo v smislu, da so dobri ali pa nadpovprečni? Prvo, zaradi tega, ker se s tem za daljše obdobje, celo življenje, usmeriš in deluješ na tem področju. In če delaš nekaj brez strasti, brez želje po uspehu, brezbarvno, ne boš dosegal rezultatov, katere pričakuje od tebe delodajalec. Delodajalec, te raziskave, ki jih delamo čisto neformalno z udeleženci okroglih miz, to so ponavadi kadrovski strokovnjaki, vedno izpostavljajo na prvo mesto nekako motivacijo, da morajo biti posamezniki motivirani. Potem pa, ko rečemo, ok, pri izbiri, na kaj naj dijaki pazijo. Po eni strani je res to, izberite tisto, kar vam je všeč, po čemer ste dobri. Ampak tretja komponenta je pa tudi ta, v čemer boste zaposljivi. In zaposljivost v Sloveniji in v celem svetu je trenutno taka, glede na to, kako se trg dela tudi oblikuje prihodnje, da so naravoslovni poklici taki, ki omogočajo raznolike delovna mesta, pa raznolike delodajalce. In naprimer, strojni tehnik lahko dela v zelo veliko panogah. Prihaja avtomatizacija, je že prišla, robotizacija proizvoden, kar pomeni, da bo mogoče v nekih podjetjih, če bo prej pomembno bolj, da poznaš les, zdaj bolj pomembno, da poznaš stroje. In če je bilo prej pomembno, da znaš ti upravljati strojem, v smislu ročno, pa paziti, da te kaj ne zagrab, bo zdaj vedno bolj pomembno, da poznaš tudi tole programerski vidik delovanja, se pravi programiranje, informatika in tehnologija je tista zadeva, ki bo vedno bolj pomembna tudi kot področje razvoja posameznika. Tretji vidik, ki pa še je pri tem, je pa, da delodajalci vedno bolj tudi iščejo nekako dopolnilna znanja. Se pravi, ni več danes, da želiš nekaj se izobraževati, pa imaš petke, to vedno izpostavljajo, ampak da moraš v bistvu na svojem področju biti bolj aktiven. Moraš iskati priložnosti, da se izkažeš, si jih moraš izboriti, moraš zmagati na kakšnih natečajih. Zelo pomembno je tudi to, kar je bilo danes izpostavljeno, da morajo biti mladi samoiniciativni, da morajo se reševati probleme, ne se ustaviti ob prvi prepreki. In to je nekaj, kar je, mislim, da v Sloveniji zelo pomembno, da razvijamo. Te kompetence, poleg formalno preverljivega znanja, poleg testiranja v obliki nekih pisnih odgovarjanj, ampak reševanje problemov, delovanje v timih, iskanje rešitev in tako naprej. Tako da je tukaj še mogoče zdaj izpostaviti ena situacija, da so družboslovci zdaj v tej situaciji, kot je na trgu dela, v velikem številu, posebej, ko to primerjamo z številom delovnih mest razpisanih za družboslovce in je konkurenca strašna. Tukaj je 1 proti 100, 1 proti 200
da posameznik uspe dobiti delovno mesto in tekmuje v bistvu potem z najboljšimi iz svojega področja. In je na področju naravoslovja to veliko manj zaostreno.